Dobro jutro, dober dan. Ste že vstali, že pripravljeni na energijsko boostanje. Ja, z vami sem Leticia Fortin in vas pozdravljam v tem jutranjem videu. Skupaj bomo 5 dni. Jaz sem mislila, da bom lahko šla kaj ven, pa je na žalost slabo vreme, ampak je verjetno že tako prav. Zdaj pa jaz upam, da se me sliši, vidi, ker jaz ne vidim vas na telefonu, imam pa klele računalniček, tako da zdaj, da vidim, če je kaj sploh v živo. Ja, jaz klele nič ne vidim, jaz upam, da je, če lahko mi pošljete kakšen živjo, samo malo da vidim. Ja, piše, da je v živo, tako da... Zdaj pa samo upam, da se mi sliši, ker imam tale zvočnik in načeloma ne bi delovalo. Ok, vam kar predstavljam naš program najprej. Pa pogledam jaz tlele. Ja, Energy Boost. Kaj to pomeni? Jaz delam v centru z energijo živim, kar pomeni, da učim ljudi, kako si dvignejo svojo energijo. S tem, ko si dvignemo svojo energijo, se zgodi več stvari. Dobimo tudi vpogled vase, torej ta širši vpogled. Podpremo v bistvu vsa svoja telesa. Dobimo neko stabilnost, ki jo vsi potrebujemo. In pa zelo se nam poveča naša volja. Volja je pa tista, ki vse vodi in jaz rada zato delam zelo veliko teh tehnik za okrepitev volje in osebne moči, ker se mi zdi, da sem po teh tehnikah čist druga. Tako da naj vam sam predstavim na hitro naš celoten plan oziroma za cel teden. Danes se bomo naučili zavestnega dihanja na 3 načine. Potem jutri bo hiter dvig energije, to so take lušne tehnike. V sredo vam bom pokazala energijske zaščite. Potem v četrtek bomo poskrbeli za svojo auro, se pravi, kako se poskrbi za svojo auro, tako kot skrbimo za svoj avto, ko ga peljemo na servis, tako poskrbimo tudi za svoja telesa, ki jih je več, torej 4 glavna. Aura je pa v bistvu kot nek skupek vseh naših 7 čakr, oziroma vseh čakr ali pa bomo rekli glavnih 7 čakr. In potem v petek nas čaka že srčni ples. Nekako sem probala zajeti vse stvari, ki so pomembne. Zdaj, tehnike za hiter dvig energije bomo delali tudi danes, ampak malce drugačne. Jutri, ko se naučimo tisto kombinacijo teh tehnik za hiter dvig energije, bomo pa potem ponavljali to vsak dan. Ampak za začetek, dajmo najprej samo nekaj povedati na kratko zelo o našem dihanju. Dih plus gib je energija. Samo meditacija ni dovolj. Človek živi v tem telesu krasnem, čudovitem, ki nas podpira in zato je dobro poskrbeti zanj. Oziroma ne dobro, nujno je, da poskrbimo zanj. Na različne načine. Tako s prehrano, z vodo, pa tudi z gibanjem. Mi vsak dan, ko gremo na svoje delovno mesto, karkoli že delamo, obrabljamo naše sklepe. In zato je potrebno poskrbeti za celotno fizično telo. Seveda pa rabimo tudi energijo. In zato sem jaz rekla, da bomo poskusili zdaj 5 dni biti skupaj, takole zjutraj, da boste videli, kaj lahko v bistvu vse lepega naredite s svojo energijo. Z več energije boste pa vi potem povedali, ker se bomo ob večerih dobivali ob 8, kaj se vam je kaj dogajalo, oziroma če imate kakšno vprašanja, če je kaj nejasno, če se je kaj lepega zgodilo, to bom pa sploh vesela. Lahko pa tudi seveda, da bo kdaj kakšna čudna stvar, ampak nič hudega, v bistvu vse je tukaj z namenom, da se mi nekaj naučimo. Torej, zavestno dihanje
To pomeni samo, da se vi zavedate, da dihate. Seveda ne, da boste zdaj cel dan 24 ur razmišljali, zdaj sem vdihnil, zdaj sem izdihnil. Ne na tak način, ampak da lahko svoj zavesten dih uporabite. Kadarkoli vam je čez dan težko, danes recimo, boste imeli tudi domačo nalogo. In ko vam bo težko, začnite samo normalno, globoko dihati. Ja? Ne normalno, torej poglobljeno oziroma malo globje. Z dihanjem boste pognali spet energijo v tek in se ne bo zastajala nekje. Ne? Zato, ker mi, ko pridemo v neko čudno situacijo, v strah ali pa v jezo ali pa v obsodbe, se zakrčimo, avtomatsko se zakrčimo in začnemo dihati zelo plitko, lahko pa tudi zelo hitro, če smo jezni, ker nam to pa požene kri po telesu, ampak vseeno ta odstopanja niso glih zdrava za nas. Zato poskušamo biti ves čas nekako v ravnovesju. Seveda so potem tukaj še vplivi lune, ki je bila zdaj močna, različni cikli, naši življenjski cikli in pa seveda naša karma, naša pot, kaj se moramo mi iz tega naučiti. Torej, zavesten dih boste danes opazovali skozi cel dan oziroma boste začeli globoko dihati, ko vas bo začelo kaj matrati. In boste samo vdihnili in izdihnili. Sprostili napetosti, vdihnili svežo energijo skozi nos in izdihnili napetosti. Tako, bom še na koncu povedala. Zdaj pa pojdimo mi kar v akcijo. Okay? Najprej se bomo ogreli. Torej, mi smo po noči bili v ležečem položaju, spali smo na takšen ali drugačen način in zato je treba svoje telo malo pregnesti. Skupaj z dihanjem, tokrat bomo dihali globoko. Torej, vse, kar bomo zdaj delali, dihamo globoko in smo zavestni, torej zavedamo se tistega dela, ki ga ob tem razgibavamo oziroma ogrevamo. Pa dajte si takole malo pokrčiti kolena in začnimo z glavo lepo dihati v eno smer, pa recimo gremo 6-krat. Nazaj je vdih, naprej je izdih. Nazaj je vdih, naprej je izdih. 2, 3, 4, 5 in 6. In druga smer. Najboljše, da imate odprte oči. 1, 2, 3, 4, 5 in 6. Odlično. Pa poglejmo levo čim bolj in desno čim bolj nazaj. Spravi levo nazaj, vdih, desno, izdih. Vdih, izdih. Vdih, izdih. Odlično. Damo roke, torej odročimo in začnemo razgibavati. Torej komolce in zapestja obenem in dihamo globoko. Naša pozornost je na teh delih, ki se razgibavajo. In gremo druga smer. Odlično, malo stresemo roke. Zdaj damo roke na ramena in začnemo vrteti. Nazaj. Pa naprej. Stresemo roke. Gremo preplesti prste. In zavrtimo še naša zapestja, sploh tisti, ki veliko delate s prsti, z rokami, tudi v pisarnah, kjer uporabljamo tipkovnice, miške, je treba razgibati ta del. Druga smer.
Bolj, ko so naši sklepi razgibani, lažje steče energija skozi nje. In težje se nabirajo kakšne blokadice, ki potem prerastejo lahko skozi leta, če se dlje časa nabirajo prav v fizične blokade. Pa gremo, da prepletemo prste pred sabo, raztegneš, dihaš. Gor. Gremo v stran, ampak s trebuhom se držite v stran, ne s križem, s trebuhom, da še trebušček malo aktiviramo. Sredina in druga stran. Sredina, zdaj pa pokrčimo kolena, roke damo za glavo in se bomo lepo premikali v stran, v eno in v drugo stran. V sredini je vdih, v stran je izdih. Tako da je malo hitrejše dihanje. Odlično, roke damo dol, stresemo, se popravimo. Tako, zdaj bomo dali roke v bok in bomo lepo zavrteli naše boke naprej in nazaj. In ko greš naprej, je vdih in nazaj je izdih. Vdih, izdih. Tvoja pozornost je na bokih, ki se razgibavajo ta trenutek. Lahko tudi pogledaš dol, da če ti je lažje. Torej naprej vdih, izdih. Pa gremo druga smer. Odlično. Se kar takole spustimo dol do kolen in še kolena lepo zavrtimo. 2 in 3 in dihamo. 4. 5, vdih, izdih, 7 in 8 in druga smer. 1, 2, 3, 4, 5, globoko dihamo zraven, 7 in 8. Super, krasno. Bolj, ko boste globoko dihali, večji bo efekt. Ja? Morda že čutite razliko, jaz jo že čutim, da se mi je dvignila energija. Gremo še na gležnje, lepo zavrtimo gležnje, dihamo globoko, lahko tudi gledate svoje gležnje, da vam je lažje, da imate pozornost res na delu telesa, ki ga razgibavate. Druga smer, zato ker vemo, kako hitro nas povleče v razmišljanje. Naše telo fizično pa potrebuje pozornost in naša telesa so večinoma tudi mogoče kdaj v slabšem stanju, prav zato, ker nimajo te naše pozornosti. In če mi vsak dan takole lepo razgibamo, gremo na drug gleženj, svoje telo, torej že je naša pozornost v telesu in telesu je to všeč, da je naša pozornost tukaj, da nismo ves čas nekje v glavi, v mislih, v opravkih in tako naprej. In gremo druga smer. Odlično, stresemo roke, tudi lahko malo poskačemo, malo levo, desno. Super. Krasno. No, gremo zdaj naprej. Danes vam bom pokazala tehniko oziroma energijska tehnika. Imenuje se kundalini. V svet jo je prinesel Osho. Pa nič bati, nič ne bo hudega z njo, ker ta tehnika dejansko deluje na našo energijo, ki spi na dnu hrbtenice, torej kundalini energijo. In ko mi izvedemo to tehniko, se ta energija prebudi in se začne vrteti navzgor in s tem
energizira vse naše čakre. To tehniko jaz uporabljam že 20 let in mi je ena izmed ljubših. In tudi, ko jo predam naprej tistim, ki pridejo na moje delavnice in jo te ljudje potem delajo, povejo, kakšni neverjetni rezultati so bili. Ne? To tehniko lahko tudi delate v službi, recimo, kadar imate krizo ali pa da čutite, da vam zmanjkuje energije, greste v WC, naredite minutko, 2, ni treba nekaj ful, ne? In boste dobili nazaj svojo energijo. Je pa tako zelo enostavna, stojiš tako širom ramen in v bistvu samo treseš v kolenih, hitro treseš. Zdaj, ne bomo imeli glasbe, ampak lahko si daš tudi kakšno glasbo, kakšne šamanske bobne, ali pa tehno, ali pa kakšen thunder doom, tudi kakšen heavy metal, zato ker ta muzika prebuja naše čute. Tudi če ti ni to všeč, je pa tak dober ritem zadaj. In takole, ko ti treseš, roke so ob telesu sproščene, samo zaprete zdaj oči in se bomo tresli zdaj par minut. To, da pridete v ritem. Dihate normalno ta trenutek. Čim hitreje, kolena ne grejo čim hitreje, kot da bi skakali na trampolinu, ampak tako zelo pri tleh. Tak, 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 tak. Ritem je nekako tako, tak, 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 tak. Ker prepustite se temu gibanju, zaprite oči, ker drugače ne boste tako dobro začutili svoje energije. Še malo. Dobro, zdaj se pa ustavite, mirujte, imejte zaprte oči in poskušajte začutiti svojo energijo. Energijo lahko začutite na različne načine. Jaz jo ponavadi začutim ali kot mravljince po celem telesu, včasih celo do zadnjega laska. Začutim jo lahko kot neko povišano vibracijo znotraj glave, kot da se je tako nekako vse dvignilo gor. Lahko jo začutite kot toploto, lahko jo začutite kot mraz.
največkrat pri tej tehniki se pa začuti tudi, ker ko se energija dvigne, vam bo pokazano, kje imate nekak blokade, na kateri čakri oziroma na katerem delu telesa in takrat vas lahko tudi kaj boli. Ampak to ni nič narobe, ker dejansko, ko si mi dvignemo energijo, šele takrat vemo, kje imamo pravzaprav blokade. In ta kundalini je enkraten za take stvari. Kundalini, kot vidite, je tako enostaven oziroma ne rabiš nič dosti prostora, da ga res lahko delaš kjerkoli, kadarkoli. Tako da danes, če boste imeli kakšno težavico, samo zaprite oči, se malo streste. Zdaj pa, da bomo dodali še dihanje, 3 načine vam bom danes pokazala. Prva 2 sta za sprostitev napetosti, ker vemo, da smo ljudje strašno pod stresom in smo polni enih napetosti. Vam priporočam, da ko čutite to, da začnete dihati intenzivno. Najboljše v kundaliniju, ker se giba telo še zraven, in je tako prijeten, ta kundalini je prijeten tudi za sproščanje napetosti. In sicer dihamo hitro skozi nos, se pravi. Zdaj ne vem, če se mene sliši, ker dostikrat zvočniček, mikrofonček stiša dihanje, ampak dihanje je dejansko, jaz skozi nos diham. Na začetku vam bo malo težje, ampak pol pa, ko se boste navadili in ko boste predihali se, bo pa čist drugače. Se pravi, dihamo, zapremo oči in lahko takole. Lahko pa ne uporabljamo tok telesa, pa samo hitro dihamo skozi nos. Dinamično dihanje se temu reče po Oshotu, tudi Osho je to pogruntal in je zelo intenzivno. Tudi ta tehnika ti da zelo veliko energije. Se pravi, hitro dihanje skozi nos, recimo, če ste v avtu, lahko komot hitro dihate, recimo, da vas je nek telefonski klic znerviral, začnete lepo, seveda imate odprte oči, če ste v avtu in vozite, in potem spustite dokončno. Zdaj, če so napetosti večje, jaz vem, da večina ljudi sploh ne ve, koliko so napeti, dokler ne dvigne energijo in v bistvu uvidi, dobesedno uvidiš, pa saj jaz sem čist napeta, ker jaz sem tako kdaj si mislim, ja, pa saj sem v redu, pa naredim en kundalini ali pa par tehnik za dvig energije, pa vidim, mama mia, jaz sem čist pod stresom oziroma sem vsa v krču, Dostikrat se to zgodi, da ljudje nismo toliko povezani, ker imamo pač življenje tukaj in je en kup enih obveznosti, opravkov in tako naprej. Tako da, ko pa boste začutili ali pa da veste, da zdaj pa morate nekaj narediti, potem pa začnite dihati skozi usta. Se pravi, to bo zdaj malo smešno, ampak absolutno deluje ta tehnika. Odprete in dihate na tukaj pa naj bo ta kundalini zraven in lahko tudi potem primete to energijo in jo date ven iz svoje aure. Se pravi, zdaj bom vam pokazala. In stresete. Malo je čudno za videti mogoče, ampak efekt je pa neverjeten. Evo, jaz ga zdaj že čutim. Čist me je premaknilo. Čutite tudi vi? Če ne, pa probite še enkrat. Primaš da stran. Dvigneš. Krasno. Evo, jaz čutim zdaj napetost tukaj in tukaj.
In zdaj recimo, ker ne bomo šli za tem, imamo svoj program, ampak zdaj bi jaz recimo delala vaje za pleksus in vaje za grlo. Ja, no, tretji način dihanja, torej zdaj smo pogledali dva načina, ki vam pomaga sprostiti napetosti, oziroma hitro dihanje skozi nos dviguje energijo in tudi sprošča obenem. Dihanje skozi usta na pa sprošča napetosti. Takrat, ko smo napeti, ko smo živčni, nervozni, gremo narediti to tehniko, se znoreti malo, dobesedno se znorimo in potem smo čist drugi. No, potem pa, ko mi damo te napetosti ven, uporabimo pa tretji način dihanja. To je pa polnjenje. In zdaj bomo naredili eno tako lepo polnjenje, da jaz pogledam na uro, da ne bomo predolgi. Torej, lahko stojimo, lahko tudi sedimo ali pa se celo uležemo. Vedno gledajte, da ko se spraznite, ko spraznite te napetosti, se še napolnite. Okay? Naredili bomo pa tako, da stojimo tako malo s pokrčenimi koleni, roke damo naprej, zapremo oči. Naša pozornost je v našem fizičnem telesu. Prečekirajmo se, kako se počutimo, kaj se znotraj nas dogaja. Ta trenutek smo zdaj naredili že neko ogrevanje, prebudili naše fizično telo, pognali energijo po naših sklepih, da bodo odlično delovali danes, da so naoljeni. Morda ste že kaj spustili z dihanjem skozi usta ali skozi nos. Tako, in zdaj začnete lepo globoko dihati, vdih skozi nos, izdih skozi usta. In vdih, globok, izdih skozi usta. Vdih, izdih skozi usta. Vdih, izdih. Vdih, izdih naj bo 2-krat daljši kot vdih. In zdaj si predstavljate, da vdihavate belo svetlobo in se polnite. In izdihavate stres, napetosti, negativne misli, čudne občutke. Vse to predate z izdihom. Vdihnete belo svetlobo, napolnite svoje energijsko telo. Izdihnete vse tisto, kar ne potrebujete več. Morda so se vam utrnile kakšne čudne misli. Izdihnite jih.
Tako, zdaj pa naprej. Boste dihali poglobljeno, vdih skozi nos, izdih skozi nos. Zdaj bom vodila eno vizualizacijo, tako da lepo dihate, vdih skozi nos, izdih skozi nos, poglobljeno dihate. S tem dihanjem namreč ves čas poganjate energijo in vaša vizualizacija bo imela mnogo večji učinek, če vi zraven dihate poglobljeno, ker s tem poganjate energijo. Pridno dihajte. In zdaj vizualizirajte svoj najbolj idealen dan, delovni dan. Torej danes greste v službo in si vizualizirate, kako vam vse teče, kako ste polni energije, polni entuzijazma. Vaše delo opravljate s popolno lahkoto, z veseljem. Znotraj sebe ste srečni, radostni. Energija vas čas lepo teče. Tudi tista zoprna dela vam grejo odlično od rok. Prav vidite se zdaj, znotraj sebe se vidite ta svoj dan, kako vam teče, kako vam gre vse lepo po načrtih. Dihate globoko in začutite to energijo v sebi, kako vam vse uspeva. Kako hitro dojamete neke nove stvari, kako dobite ideje za rešitve oziroma rešitve za stvari, ki vam pridejo kot izziv. Za sodelavci nadrejenimi in ali podrejenimi se odlično razumete. Če ste slučajno samostojni podjetnik, potem se odlično razumete sami s sabo. Ta dan je dobesedno idealen. Vaše počutje je odlično, vrhunsko. In tudi, ko pridete domov, doma, vam grejo stvari lepo od rok. Z vašimi domačimi imate krasen odnos. Ste lepo povezani, nasrčni. Imate lepo, odprto komunikacijo. In zvečer, ko pogledate vaš dan nazaj, vidite, kako lep in uspešen dan ste imeli. Začutite to energijo v sebi. Kot da je ta dan že mimo in kako dobro se počutite, ko ste ga speljali kot profesionalci. Zahvalite se za tako lep in enkraten dan. Zahvalite se svojemu fizičnemu telesu, da vam dobro služi in vas podpira v vseh vaših načrtih, namerah, željah, potovanjih. Nasmejte se, kotičke ust dvignite, začutite to radost. In zdaj bomo s 3 globokimi vdihi in izdihi zaključili to lepo vizualizacijo.
Tako. Upam, da ste uživali. Jaz sem prav začutila, kako se je energija popolnoma spremenila. Videla sem svoj dan, prekrasen dan. Zdaj pa, če slučajno ta dan ne bo potekal tako idealno, kot smo si ga zastavili, čeprav boste videli, da ko si nastavite zjutraj svoj dan, bo dejansko točno tako. Seveda, da imamo ljudje izzive, normalno je, da pride tudi do kakšnih trenj, do kakšnih čudnih stvari, do kakšnih občutkov. Tako da takrat se spomnite na dihanje. 10-krat globoko vdihnite in izdihnite. Torej, napolnite se z energijo in izdihnite napetosti. In danes vam dajem za domačo nalogo, da morda celo vsako uro si naštimate timer na telefonu in se ustavite in globoko vdihnete. Vdih, izdih, vdih, napolnimo se z energijo, izdihnemo napetosti. 10-krat vsako uro. Boste videli, da boste na koncu dneva, ko boste prišli domov, sploh ne boste utrujeni, ampak boste imeli ves čas dovolj energije. Zato, ker ste se tekom dneva predihali, torej napolnili z energijo in sprostili napetosti. Tako, to je domača naloga. Mi pa se potem zvečer znova vidimo ob 8 uri, da mi poveste, kako ste preživeli dan, kaj se vam je dogajalo, so bili kje kakšni izzivi in pa seveda odgovarjala bom na vaše vprašanja in še malce več povedala o dihanju, gibanju in energiji. Se vidimo zvečer, vam pa želim en res čudovit dan, lepo se imejte, naredite si ga čim lepše, čeprav je slabo vreme, bodite v sebi, bodite v svoji energiji in izražajte to krasno, čudovito luč, ki je v vsakem izmed vas. Se vidimo jutri, zvečer najprej. Čau, čau.